Dragi gledalci, spoštovane gledalke, dobrodošli v oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka in mentorica naravnega zdravljenja. Danes sem v goste povabila Sonjo Gorenc, eno posebno izjemno žensko, ki je vse tehnike iz področja duhovnosti začela vnašati tudi v svoj poslovni svet. Name je takrat naredila največji vtis, kako je lahko vsa ta znanja iz duhovnosti, bom tako rekla, iz večjega področja zavedanja vnašala v poslovno življenje in tudi prosperirala. Dobrodošla, Sonja Gorenc, v oddaji Moj odnos do zdravja. Neja, najlepša hvala za vabilo. Moje prvo vprašanje se nanaša na to, kako si ti prišla v stik s temi znanji. A se je mogoče v tvojem življenju kaj dogajalo, da si zase rabila, pa si pol videla, da je bilo toliko učinkovit, pa si začela naprej tudi širiti to znanje na druge področja. Ja, v bistvu se je začel v družini, če sem čisto iskrena. Moja starša sta bila zelo ozaveščena o zdravi prehrani, za kar sem jima res hvaležna. Pri nas je bilo zelo pomembno, da je zelenjava zrasla na domačem vrtu. Zelo pomembno je bilo, od katerega kmeta kupimo krompir za ozimnico, jabolka, zato ker je bilo to pač pomembno, kako je to pridelano. Prav tako je bilo pomembno, od koga kupimo meso, kako je tista žival bila hranjena. Tako da v bistvu sem od družine dobila vrhunsko popotnico o zavedanju o zdravi prehrani. Drugi izziv je bil pa, ker se mi pa zdi, danes bi saj temu tako rekla, da sta bila mogoče čustveno malo nezrela. Kar pomeni, ko sta se prepirala, sta imela potem kakšne tihe dneve, včasih tudi teden. In takrat je bilo ozračje v naši družini malo napeto. In predvsem, ker jaz kot otrok v resnici sploh nisem videla, da je to smisel se kregati zaradi tistih nepomembnih stvari, da je bil to bolj kot ne spopad egov in v resnici noben resen problem, saj če jih primerjam z današnjimi zgodbami, ki mi jih pripovedujejo moji klienti, je bilo to res smešno. In meni je bilo tako včasih, kako mami ne ve, kako komunicirati z očetom, ker ona je včasih samo izbrala napačen trenutek. Če bi bila pol ure tih, pa bi ga isto vprašala čez pol ure, prepira dostikrat sploh ne bi bilo. In meni to kot otroku mi ni bilo jasno, kako sta odrasla, pa ne znata. No, in tako sem nekako začela raziskovati naprej. Kot študentka sem praktično na pamet znala učbenik življenja Martina Kojca. Hodila sem na srečanja, zdaj žal pokojno dr. Manco Košir. Ona je vodila take pogovorne večere, kjer smo se pogovarjali o zgodbah življenja, o stiskah, o resnih težavah. In meni je bilo tako, a to vse je življenje. In tako sem raziskovala in se učila in v resnici mi je vse prišlo na pot. In jaz sem samo vzela tisto, kar mi je bilo dano. Dovolj radovedna sem bila, da sem vse želela poskusiti. Ampak v resnici nisem imela nekega globjega razloga, da bi bilo nekaj res tako dramatičnega ali v družini ali pri meni, da bi se za to odločila. Samo sledila sem svoji poti, bi rekla. No, ampak se je že to biti radoveden, da obstaja nekaj več kot samo tisto golo življenje, ki ga vsak dan živimo. To, če bi vsak samo to imel to radovednost, da je nekaj več obstaja, potem bi tudi znanje prišel, tako kot si ti rekla, samo od sebe. Ja, dejansko sem se pustila voditi. Ja. Potem si pa ta znanja verjetno uporabljala, ki si jih uporabljala v svojem življenju. Ja. Videla rezultate. Točno to. Naj malo o tem povej. Kje je bilo tisto, ki si videla največje rezultate? Kaj se ti dogajalo? Pol pa, ki si to uporabila, pol pa kar drugače. Tako, točno to.
Jaz sem bila vzgojena v tako zelo tradicionalni družini. Glavna vrednota je bilo pravzaprav delo, doslednost, vse je bilo treba tako tipi-topi in tako sem tudi delovala. In potem me je v nekem trenutku življenje naučilo, da ne morem vsega planirati, pa če se še bolj potrudim, tisto ne bo uspelo. Moj izziv je bilo recimo, ko sem si želela, ko sem imela vse pošlihtano, tako rečeno, sem si želela imeti otroka. In potem mi je življenje povedalo, tudi če imaš hišo, tudi če imaš partnerja, tudi če imaš službo, tudi če imaš sobo pripravljena za otroka, otroka pač ni. Bo takrat, ko boš pripravljena in ne takrat, ko bo tvoj ego rekel, da je pravi čas. In to se mi zdi, da je bila ena glavnih zaušnic, oziroma tako bi rekla wake up call, da sem se zbudila in sem rekla, ok, ne morem vsega v življenju predvideti. Zgodil se bo, ko bo pravi čas. Tako da to bi rekla, da je bila taka neka kar ta prava budnica, no, za kar sem hvaležna danes. Katera znanja si pa potem takrat začela uporabljati, da si rekla si, da si potem bolj prepustila stvari, da ni bilo vse pak po regalcih, nekaj splaniran. Se pravi, katera znanja, kaj ti takrat prav prišlo? V bistvu čisto vsa znanja, nekaj sem se učila preko posla, kot je bila govorica telesa, komunikacija, vodstvene veščine, vse to mi je seveda prav prišlo pri svojem delu, tako v družini, kot seveda še posebej na poslu. Vedno sem oboževala opazovanje ljudi, to je meni najboljša televizija v resnici. Ko grem v kakšno mesto, ko potujeva z možem, se usedeva na najbolj frekventno mesto, naročiva pijačo in opazujeva ljudi in to je meni največji užitek, kako ljudje med sabo komunicirajo, potem si sestavljam zgodbe, ok, ta oseba je taka, ta oseba ima težave, ta oseba je srečna, zakaj je srečna, zakaj izgleda srečna. Tudi kako izgleda, v bistvu sem ugotovila, da že sam obraz pove, sama drža telesa pove veliko, lahko se sicer nekaj pretvarjamo in za nek kratek trenutek lahko nadenemo masko, ne moramo jo pa ves čas nositi, ne, tako da slej ko prej se pokaže tisti pravi resnični obraz. Tako da to mi je bilo. To zdaj tako dobro povedala, da dejansko drža telesa že odraža, kje imamo mi težave. Recimo, jaz vse te stvari učim v programu Postani mojster zdravja, katerega del si bila tudi ti, prvi letnik Postani mojster zdravja, in spoznavamo mišice in spoznavamo, recimo ena mišica, da rečejo teniški komolec. Ja, teniškega komolca ni, če bi bil teniški komolec od tenisa, potem bi vsi tenisači imeli teniški komolec. Se pravi, ni od tenisa. Je zadej, kaj se nekomu dogaja in mi lahko resnično skozi govorico telesa, skozi držo telesa ugotavljamo, kaj se nam znotraj dogaja. Tako da zelo zanimivo, ja. Se pravi, si vse te stvari uporabila zato, da si lahko spustila, da takrat pač otroka ni bilo, ki si ti želela. Je bil malo kasneje, oziroma dva sta prišla, drug ni bil planiran, pa se je zgodil in sva bila s partnerjem neskončno srečna, da se je zgodil kar tako. Ampak ja, neke stvari sem mogla iti skozi. No, zraven sem se pa izobraževala tudi o intuiciji, energijsko, čakre. Predvsem sem zelo veliko v službi uporabljala, kar na srečo takrat moji sodelavci niso vedeli, žarke kreacije. Ko je bilo res napeto, sem čistila z vijoličnim žarkom, z belim, vse sorte sem počela. Seveda to ni bilo glih javno takrat, ne bi bilo verjetno dobro sprejeto, tako da sem si pa pomagala na ta način in je res delovalo. To mi je bilo tako največja potrditev, ker sem opazila spremembe. Ja, veliko lažje potem tudi, ne samo osebno življenje, tudi poslovno življenje. Predvsem poslovno. Ja, tudi recimo, ko človek ali ima svoj posel, ali pa je nekje v službi in si pomaga z energijami, veliko lažje teče življenje. Ja, enostavno postane tok. Tok energije. Enostavno je, ja. Ko se prepustiš, vse postane.
enostavne. In tako so me potem, po tej moji wake-up callu, kot sva rekli, ne, se je zgodila sprememba službe. Ko sem bila v trenutku v službi nezadovoljna, oziroma takrat smo bili v prisilni poravnavi in ni bilo denarja za marketing, v tistem obdobju sem delala v marketingu, me je poklical prijatelj in povabil v novo službo. Potem se je zgodilo, da je moj mož dobil službo v tujini in ker sta bila otroka še relativno majhna, sem bila ravno v stiski, kako bom to zmogla, ali bom potrebovala varuško. Takrat sem pač delala v drugem mestu in sem potrebovala 1 uro do službe, pa 1 uro nazaj in bi bila otroka predolgo časa sama, vsaj po mojem mnenju takrat. In zgodil se je spet klic in so me povabili nazaj v službo, tam, kjer sem v bistvu začela. In sem imela samo 10 minut do službe. Ker si bila v flowu. Tako, službe so me našle, nikoli pravzaprav nisem iskala službe. In tako me je tudi našlo pred 1 letom, da sem se odločila za samostojno pot in enostavno je šlo tako. Ko je človek v flowu, se stvari zgodijo. Nadaljujeva po oglasih. Rekla si, da ko so stvari v flowu, ko je življenje, ko skozi tebe teče energija življenja, se stvari kar zgodijo. Ja. In povedala si majčkeno, kako se je tvoje življenje odvijalo in kako je to tudi na poslovno pot vplivalo? Ja, predvsem mi je bilo vedno užitek hoditi v službo. Enostavno sem z intuicijo dostikrat si prihranila veliko dela. Tisto, kar bi neko zadevo morala narediti, pa mi je intuicija rekla, malo počakaj in se je potem izkazalo, da namesto, da sem delala 2-krat, sem potem delala samo 1-krat, ker je vmes prišlo do sprememb. V tem delu mi je res pomagalo, pri odnosih mi je zelo pomagalo. V službi se mi je to res obrestovalo tako, ne znam povedati, kako v resnici. To mi je bilo super, ravno tako pa v privatnem delu, ne? V osebnem življenju, v družini, prijatelji, vse je drugače. Mogoče povej kakšno situacijo, da bodo naši gledalci majčkeno bolj vedeli, kje si ti recimo imela kakšen izziv, pa si uporabila ta svoja znanja, uporabe energij, čakre, intuicijo, pa se je pa kar drugače naredila. Včasih je bilo to, recimo, da mi je direktor rekel, zamenjaj letalsko karto, pa jo nisem. Pa jo nisem zamenjala in potem se je dejansko izkazalo, da če bi jo menjala, bi naredila napako, ker potem ne bi dobil mesta tam, kjer ga je že imel, ker je tisti sestanek v drugi državi odpadel. Včasih je bilo obratno. Predno mi je rekel, sem jaz pomislila, dobro bi bilo, da kupim karto, ker smo pač imeli tuji menedžment in so tedensko potovali. In sem kar kupila karto, čeprav mi ni povedal niti, ali pride v ponedeljek, torek, sredo, pač odvisno. Tukaj me je intuicija res dobro podprla. Potem sem organizirala dogodke v podjetju in ko smo izbirali prostor, ko smo izbirali včasih timing, se je zgodilo, da je bilo cel teden dež in tista sobota je bila sončna in potem spet cel teden dež. In tako se mi zdi, da sem dostikrat vodena, ne znam povedati kako, ampak izberem pravi trenutek, tudi če mesece prej. To se mi je ravno pred kratkim zgodilo, ko sem imela 2 delavnici, eno v začetku junija v Arboretumu, ko je vsak dan deževalo, točno tisto soboto 8. junija pa ni in sem lahko delavnico izpeljala na prostem, v naravi. In ravno zdaj pred kratkim, v začetku julija, sem imela prav tako delavnico dihanja na prostem in sem mesece prej razmišljala, bo to 1. julij ali bo to 2. julij. In sem se, ne vem zakaj, odločila, da bo to 2. julij. 1. julija je deževalo kot iz škafa, 2. julija smo delavnico speljali na prostem. Tako da to se mi zdi, da je tisti flow, ki ne znaš razložiti zakaj, ampak enostavno veš. Enostavno veš. Ja. Čutiš in tle jaz vidim, v današnjem svetu je tega čutenja zelo malo. Velikokrat, v šolah se tega ne učimo. Nažalost. Ja, nažalost. Učimo se matematiko, fiziko, kemijo, slovnico, ne vem, zgodovino, ampak čutiti sebe, čutiti življenje, čutiti
kaj ti prišepetavajo, kaj bi bilo boljš za tebe, kdaj je ta prav trenutek, da nekaj narediš, ker ti spregovor v pravem trenutku na pravem mestu. Ja, to lahko dobiš, ko si dejansko povezan s seboj. To jaz recimo tudi verjeten si dobila tak občutek tudi v čim v programu Postani mojster zdravja. Kako ti pa ta znanje pomagal? Zelo. Jaz sem že prej 3 leta obiskovala Ekolibrium pri Tadeju Pretnarju, kjer smo se veliko učili o energijah, dvigu energijah, odstranjevanju entitete sorte in tudi med drugim, kako so organi povezani s čustvi. Ampak potem sem pri tebi, ko sem pogledala program, očitno je prišel do mene v ravno pravem času, ko sem bila dovolj radovedna, da sem si želela poglobiti to znanje. Ugotovila, da ti ne samo poveš, kako je nek organ povezan s čustvi, ampak predvsem kako krepiti energijo tega organa. In to je bilo tisto, kar me je prepričalo. Kar sem bila pa še posebej navdušena, ko sem delala pač ta tvoj program, da v trenutku, ko sem nekatere stvari ozavestila, samo ozavestila, se je zgodila sprememba. Meni osebno. Sploh ena od teh, ki me je tako res, ne bom rekla šokirala, no, ali pa rečemo prijetno šokirala, je bilo, ko si rekla, da je od prožnosti odvisno to, ali greš po noči lulat ali ne. To se pravi, ni odvisno od tega, če pozno piješ, kar je bilo prej v moji percepciji, če pač piješ pozno zvečer, 9, 10, je normalno, da mogoče moraš iti enkrat po noči malo na minus. Ampak ne, v trenutku, ko si nam, saj nisi samo meni, nam vsem to povedala, se je nehalo pri meni. Je bilo to, nič nisem naredila pravzaprav za to, ampak v trenutku je bilo tako, ne rabim, ker sem fleksibilna, ker jaz to zmorem in je bilo to sprememba v trenutku. In tako je bilo kar nekaj takih wow efektov v tem letu, ko smo pač predelovali mojstra zdravja. Ravno danes sem z eno stranko govorila, je čisto isto povedala in rekla, skozi sem se valala v tem, bolna, bolezni imela. In pa je bila že vzdravljena, ampak je skozi bila tista misel, kaj pa če? Kaj pa če se vrne? In je rekla, pa sem tega imela dost, sem naredila vaje, sem dvignila energijo in sem rekla, zdrava sem. Je rekla, čist druga energija je prišla. Koliko je tega negativnega programiranja in tle si ti tudi strokovnjakinja kot life coach, tudi pomagaš ljudem ozavestiti, kjeri so tisti omejujoči vzorci, pa mogoče iz tvojega življenja, daj povej tudi kakšno prigodo, zdaj eno si povedala, kako si tudi ta omejujoči prepričanje nadomestila in sploh ne greš več lulat. Mogoče še kakšnega v poslovnem svetu, ki si spremenila, pa se je začelo drugače dogajati. Recimo, tako sem šla na svojo samostojno poslovno pot. Ko sem šla direktorju predstaviti 5-letno strategijo, ki sem jo pripravila, pač s namenom, da naslednjih 5 let imamo nek plan, iz mene je dobesedno prišla informacija, ki sem jo izustila in bila še sama nad seboj presenečena. Jaz ne bi bila več tukaj. Tako, želim si oditi, ne vidim se več tukaj. In dejansko je, ko sem pripravljala to 5-letno strategijo, ne glede na to, ali sem bila zelo konzervativna, ali sem bila zelo optimistična, seveda sem na koncu mogla odločiti za nekje vmesne, ampak čisto nič ni vibriralo z mano. In zato je prišlo skozi mene, okej, ta pot ni več tvoja pot. Odločiti se moraš za drugo. Čeprav v resnici nisem niti razmišljala, vedno sem razmišljala zadnjih 5 let bolj intenzivno, tukaj ne bom ostala do penzije, bom šla na svojo pot, bom delala to, kar me res veseli. Nisem si pa mislila, da bom to naredila tako. Vsem sem mislila, da je to nek bolj proces, ko se poslavljaš, ko delaš načrte, kaj boš točno počel, kdo bodo tvoje stranke, ampak to se je zgodilo kar tako, no. In tukaj vem, da je bila odločitev prava in jo nisem obžalovala niti sekunde in danes ne bi šla več v sistem. Niti slučajno. Ja, ker slediš sama sebi, ne?
Sej, ko človek sledi samo sebi, recimo, jaz vem, pa ne samo iz mojih, tudi ko mi drugi razlagajo, več navdušenja, več veselja, več zadovoljstva, več zdravja. Več svobode. Svobode. Ja. Ti čutiš več svobode. Ta občutek svobode je ko res, slediš sebi. Ja. Odlično. Ja. To je to, pa hvaležnost. Mislim, moja praksa, ki se mi zdi pomembna in bi jo tudi svetovala in jo svetujem svojim klientom oziroma jaz jim raje rečem sopotnikom, zato ker del poti pač potujemo skupaj in se družimo in učimo eden od drugega. Vedno rečem hvaležnost. To je kot prvo najboljša molitev in tja dajemo fokus in kamor dajemo fokus, tja dajemo energijo. In to je prva in po moje najpomembnejša lastnost ali stvar, ki jo v dnevu naredimo, ne glede na to, ali je to zvečer pred spanjem ali je to zjutraj, ko delamo načrte za dan, bi rekla hvaležnost. In to dviguje tudi energijo in ko dviguje energijo, se pač stvari drugače dogajajo. Ne? Tako da zamenjate energijo. Tehnik je ogromno. Zdaj sem tudi trenerka funkcionalnega dihanja, to se pravi pravilnega dihanja 24/7. In isto, v bistvu samo z različnih poti pridemo do istih rezultatov. Rezultat pa želja je, da dvignemo energijo. In ko dvignemo energijo, se stvari pač dogajajo drugače, srečujemo druge ljudi, dobimo drugačne priložnosti. Kar se pa pogosto zgodi, je pa, da se nekaj podre. In ljudje se tega mogoče čisto preveč bojimo, ker podre se z namenom, da potem zgradimo nekaj boljšega, bolj stabilnega, lepšega. Da lahko dvignete energijo, imate na bisernica.si/darilo, mojstrski masterclass, čudežna moč energije. Po oglasih pa nadaljujeva z najinim pogovorom. Omenila si tehnike dihanja. Jaz tudi zelo veliko uporabljam teh tehnik dihanja in vem, da s pomočjo tehnik dihanja zelo veliko stvari lahko ven pride, ki jih je potem fino predelati, zato da, tako kot si že rekla, pride svoboda. Pa me zanima tvoja osebna izkušnja, od katerih misli, prepričanj, identitet si se ti najtežje ločila? Kaj je bilo tisto, kar si malo dalj časa rabila ali pa si se malo bolj poglabljala v te stvari, da si spoznala, kaj si naredila, kako si naredila, se pravi, katere so tiste misli, čustva, vzorci? Mogoče je najpomembnejše to, kar sem že omenila, da ne morem imeti vsega pod kontrolo. Če sem še boljša, če še več stvari predvidim vnaprej, če še več stvari preigravam, če bom imela 100 planov, ABC do 100, se bo zgodil 101. To se pravi, nima smisla izgubljati energije za nekaj, kar ne vemo, kaj se bo zgodilo. Bolj se je pripraviti, opolnomočiti in potem biti dovolj fleksibilen, da pač sprejme življenje tako, kot je in tudi situacije, ki seveda se zgodijo, tudi neprijetne, reševati takrat, ko so, ker nikoli ne vemo, kaj se bo zgodilo. Ampak običajno bolj, ko si v flowu, lepše stvari se dogajajo. Tako da zagotovo mi je bilo skoraj najtežje to, ker najprej smo energijsko v vlogi žrtve, tukaj moram reči, da nisem bila. Sem bila pa tukaj, ko sem želela imeti vse pod kontrolo, vse niti v rokah in delati. In to se je izkazalo, da to ni najboljše. Tako da tukaj sem verjetno potrebovala največ časa, da sem prišla tukaj in dovolila, da se življenje zgodi. Da je že tako prav, kakor je in da mi bo življenje prineslo na pot, kar mi pač bo. Druga zadeva, ki sem pa tudi kar nekaj časa potrebovala, je bilo pa to, da rečem ne. Pa ne samo, da rečem ne, to sem nekako že usvojila, ampak zraven je bila krivda ali pa občutek, da sem nekoga prizadela. Nisem se dobro počutila. To so pa tako poznani vzorci, tako da zelo dobro, da bodo naši gledalci vedeli, kaj si naredila.
Ja, no, tako da znala sem reči ne, ampak tisti občutek potem, ko te spremlja, ko razmišljaš, ali je bilo prav ali ni bilo prav, sem prizadela, nisem prizadela, tisti mi ni bilo všeč, tisti črviček, ki me je potem glodal, mi ni bil fajn, ampak tudi to sem se zdaj skoraj, ne 100%, ampak skoraj ozavestila in pač sledim sebi. Ja, jaz recimo pri sebi opažam, da jaz sem se zelo veliko, rekla si, da ti nisi bila v vlogi žrtve, jaz sem bila čist pečena v vlogi žrtve, tako da zdaj grem zelo uspešno in z velikimi koraki ven iz te vloge, zato se tudi tukaj srečujemo, zato imamo take fajne oddaje. Jaz nisem včasih, recimo 40 let nazaj, nisem bila sposobna govoriti in danes smo spet tukaj in naši gledalci sigurno ne vejo, da jaz nisem mogla reči pred publiko. Ampak je pa še zmeraj, recimo, kakšna stvar pa recimo je, in jaz uporabljam vse te energijske tehnike, da dvignem energijo in ko dvignem energijo, ozavestim, in ti si tako fino prej povedala, ko ozavestiš, lahko spremeniš. In ko ozavestim, potem imam priložnost spremeniti, odločiti se, a bom zdaj delala tako, kot je prav, boljš za mene, a bom jaz še delala po tistem, ki me ne podpira. Tako da tle dvigovati energijo, dihati, veliko dihati, in tega recimo se sama veš, da se veliko naučimo v programu Postani mojster zdravja. Si ti še kaj drugega tazga počela, recimo, da tudi potem svojim strankam, rekla si, sopotnikom pomagaš, da tudi oni lažje pridejo do ozaveščanja, do zavedanja, ki so omejeni. Meni je osebno najbolj pomagalo, da sem zavestno se odločila, da grem vsak dan čist majčken iz cone udobja, v malenkostih. Včasih je bilo to vstati bolj zgodaj, včasih se tuširati z mrzlo vodo, včasih, ne vem, skuhati nekaj popolnoma novega. To se pravi, stvari, ki sem jih obvladala sicer, so mi bile mogoče kdaj neprijetne, ampak sem se zavestno odločila, da bom šla vsak dan iz cone udobja. In ko greš toliko in tolikokrat iz cone udobja, potem si pripravljen na večje korake. Veš, da se nič ne zgodi, vedno si pravzaprav nagrajen za tisto, kar počneš, in dati neko samozavest, občutek, saj zmorem. In če zmoreš tolikokrat narediti nek korak, potem naenkrat zmoreš tudi nekoliko večjega. Če vsak dan pretečeš kilometer, naenkrat pretečeš tudi 3, pa potem 5 in kar naenkrat pretečeš tudi maraton, če je to tvoj cilj. In tako spodbujam tudi moje kliente, oziroma sopotnike, sem rekla, iti iz cone udobja, delati stvari, ki jih ne želiš, začeti razmišljati drugače. In ko prideš na enako ali podobno situacijo, ozavestiti in odreagirati drugače. In samo takrat delamo spremembe. To se pravi, predvsem za začetek iti iz cone udobja, dvigovati energijo, tehnik je ogromno, tako da vsakemu pač nekaj zagotovo prime, bom rekla. Različni smo si, nekomu bolj paše, ne vem, Tesla terapija, drugemu dihanje, tretjemu naravo, masaža, vse je v redu. Krepitev organov po tradicionalni kitajski medicini, vse je super. Vse je v redu, dokler to delamo. Ja, dokler to delamo, pa kar nas spravlja iz ene cone udobja. Ko smo mi, ko v hrčkovi, ne kletki, hrčkovemu kolesu, je polje vse poznan. Aha, tamle mi bo nekaj zabodel, pa tamle bi bil nekaj zabodel, pa je vse isto. Kar opažam, vidim, da bi ljudje danes bili pripravljeni ogromno plačati, samo zato, da mi oddelamo delo, ki ga morajo opraviti sami. Ker ga čisto nihče ne more narediti namesto njih. In tukaj vidim največji izziv pravzaprav, da to ozaveščanje, da nihče me ne more dovolj plačati, da jaz dvignem energijo namesto njega. Sami morajo narediti. Sami narediti spremembo v glavi. Mi smo tukaj, ti, jaz in vsi nama podobni, ki se s tem ukvarjajo, pač vodimo jih, smo z njimi, spodbujamo jih, motiviramo, ampak delo mora opraviti vsak sam. Jaz sem imela dolgo časa v svoji ordinaciji napisan en tak list, obešen,
za vas naredim prav vse. Namesto vas ne morem narediti čisto nič. Ja, odlično. Ja. In to je to. Se pravi, ti si šla skozi razne izkušnje, jaz sem šla tudi skozi raka, skozi proces ozdravitve raka. Veš, da so vse moje prednice umrle za rakom. Jaz sem prva, ki sem se ozdravila, ampak sem šla prva iz cone udobja, se pravi, nisem sprejela ne kemoterapije, ne obsevanja, ne hormonske terapije, ampak z vsem tem, kar jaz učim druge, tudi na sebi vse te stvari naredila in se je pokazalo, da funkcionira, zato ker sem šla ven. Najbolj enostaven bi bilo, da gremo v hrčkov kolo. Pa žrtev. Ja, pa žrtev naprej, ja, tako pa odgovornost za sebe, tle sva si zelo podobne, odgovornost za sebe in potem se začnejo stvari spreminjati. Življenje postane enostavno. Ja, veliko lahkotno. Lahkotno. Ja, lahkotno. Jaz se ti danes zahvaljujem za ta pogovor. Mi je bilo v čast in veselje, da si bila gostja v oddaji Moj odnos do zdravja. Gledalce in gledalke pa vabim še, da prevzamete darilo na moji spletni strani bisernica.si/darilo, masterclass Čudežna moč energije. Lepo se imejte in se vidimo prihodnjič.